Zdravljeni! Danes bomo pa govorili o hormonih in sicer kako jih z vadbo spodbujamo ali uničujemo. Danes sem šla s kolesom, tukaj v Sežani je nastala nova kolesarska pot med Sežano in Komnom in je božanska. No ja, nisem še uspela priti do Komna, z mojo pomanjkljivo kondicijo bom enkrat prišla do tam, ampak za začetek tako. 1/3, pa 1/2, pa se obrnem. V glavnem, kakorkoli, enkrat bom posnela video in dobila sem nekoč za darilo GoPro kamero, dejansko vam bi rada posnela, pa to je tako božansko doživetje, res je super. Primerno tudi za tiste, ki nimajo kondicije. No, in sem prav razmišljala, da vam razložim, kdaj mi ženske spodbujamo ženske hormone z vadbo in kdaj moški stimulirajo moške hormone, seveda z vadbo. No, naj začnemo pri moških hormonih in odgovore na to najdete v knjigi Ko imajo moški žur na strani 43. V glavnem, moški hormon testosteron se proizvaja vedno, ko moški pač dela moška dela, ko vloži napor, ko pač nekaj fizičnega dela, ne? In vsi športi, ki so potrebni, kjer je potreben napor, se krepijo moški hormoni. No, tam, ker pa ženske krepimo, vložimo pretiran napor, se pa dejansko izklaplja ženski hormon estrogen in se proizvaja moški hormon testosteron v ženskem telesu. No, pa sem pa danes govorila z enim gospodom, pač poslovni partner, in sva pač govorila glih o teh mojih projektih in je rekel, da je prebral poročila, ki so jih angleški vojaki po drugi svetovni vojni pač pošiljali nazaj, ko so prišli v Slovenijo, v glavnem po vojni. Jaz niti ne vem, da so bili angleški vojaki tukaj, ampak v glavnem, kakorkoli. Angleški vojaki so poročali nazaj domov, kakšne so ženske v Sloveniji. V glavnem, predvsem so izgledale možače, bile so poraščene, imele so močno mišično tkivo in predvsem izgubile so menstruacijo. In dobesedno, ženska, ki pretežno opravlja moška dela, ali pa ki je v moški energiji, ženska, ki vadi naporne športe, dejansko proizvaja moške hormone in takrat se točno to začne dogajati. Pač poveča se ji mišična masa, ampak začne izgubljati menstruacijo ali pa pade v prezgodnjo meno in naslednja zadeva pač postaja poraščena na delih, ki niso naravno poraščeni za žensko. In to pomeni, da taka ženska, pa še ena stvar se začne dogajati, povečajo se avtoimuna obolenja, recimo pojav policističnih jajčnikov, in to vemo, da v bistvu sluznica teh reproduktivnih organov se začne razraščati v trebušno votlino. In to je v bistvu vse povezano s tem, da je ženska v moški energiji in da dejansko ima preveč moških hormonov v sebi. Zdaj pa verjetno pomislite, sploh tiste, ki se vam to dogaja, kaj naj pa zdaj naredim, kako naj grem, kaj naj naredim? Prva stvar bi se mi ženske morale zavedati, da nobena naporna vadba ni primerna za ženske. Recimo, danes, ko sem jaz kolesarila in je nekaj takih klancov, ki so bili pač za mojo kondicijo prestrmi. Pač jaz sem dama skoraj pri 54 letih in ne moram umreti tam gor na enem klancu. Jaz sem enostavno stopila s kolesa in sem kolo vlekla za ušesa. Ker jaz bi lahko na silo prekolesarila tisti klanec, dušo pustila tam, ampak izklopili bi se mi ženski hormoni in proizvajali se mi bi moški hormoni in to pomeni, da bi dejansko namesto, da bi spodbujala topljenje maščobe, bi dejansko kurila mišično maso. No, zdaj pa, da ne bo tako komplicirano, glejte, kako vi izračunate srednje vrtljaje, zato ker prav pri srednjih vrtljajih naše telo porablja odvečno maščobo. Se pravi, vadba je potrebna, ampak obstaja, to imate na strani 47 v knjigi, Ko imajo moški hormoni žur,
in v roza poglavju v prvi knjigi, ko imajo hormoni žur. V glavnem, vadbeni dejavnik, poglejte, se pravi, če jaz gledam zase, da sem stara med 50 in 59 leti in da sem v še kar dobri formi ali pa normalna forma, to pomeni, da imam srčni utrip. Srčni utrip je lahko v mirovanju od 65 do 75. Se pravi, to je moj povprečni srčni utrip v mirovanju. Potem imamo pa naprej vadbeni dejavnik in sem recimo zmerna forma, brez forma, zmerna forma, redno en do dvakrat na teden, se pravi, vadbeni dejavnik je v mojem primeru na celih 60. In potem je formula, se pravi 220, minus starost v letih, minus srčni utrip v mirovanju, krat vadbeni dejavnik, da dobiš maksimalni srčni utrip. No, tukaj imam izračunano, če ste stari 40 let in nimate nobene redne vadbe, je vaš maksimalni srčni utrip, ki ga lahko dosežete, ko imate napor, je 131. Kaj to pomeni? To pomeni, da dejansko, zdaj jaz ne uporabljam pametne ure, ker sem prepričana, da ni pametno, da imam nekaj priklopljeno nase, ampak če uporabljate pametno uro, potem vam tako ali tako meri srčni utrip. Če grem čez teh 131, če bi imela 40 let, zdaj glede na to, da imam zdaj veliko več let, je moj maksimalni srčni utrip lahko samo še 125, tam nekje. In kaj to pomeni? Če grem čez te udarce, pomeni, da moje telo začne porabljati mišično maso in predvsem se izklopijo ženski hormoni in se začnejo proizvajati moški hormoni. No, kaj se pa zgodi pri moških? Pri moških se pa dejansko zgodi to, da če pretiravajo, se jim pa ravno tako začne porabljati mišična masa, namesto da bi se jim porabljala maščobna zaloga in hkrati se jim začnejo proizvajati lahko tudi ženski hormoni. Zato me ne držati za besedo, zato ker moški drugače funkcionirajo kot ženske in vemo, da lahko več fizičnega napora dajo v določeno zadevo, v določen šport. Ampak v kar sem pa prepričana je pa to, da recimo nekdo, ki živi v dolini in se odloči, da bo gorsko kolesaril in pretirava v športu, jaz sem prepričana, da začne porabljati mišično maso in kaj se pri takih moških zgodi, dejansko upadejo, izgledajo starikasti, stari, brez energije in to je vse povezano s tem, da dejansko porabljajo mišično maso. Poznate koga, ki je bil športnik in je zbolel za rakom in rečejo vsi, pa tako zdravo je živel, se je s športom ukvarjal. Mogoče pa pretiraval, pa da ni bilo tako zdravo, ker pretiravanje v športu izklaplja ta prave hormone in enostavno ne gre nikamor. No, zdaj pa, če gremo nazaj na moške hormone. Moški, ki želi spodbuditi svoje hormone, bi dejansko mogel imeti na dan 20 minut hitre hoje, lahko tudi kolesarjenja ali lahkega teka. Ampak pomembno pa je, kaj je pred vadbo in kaj je po vadbi. In predvsem tisti, ki grejo zjutraj na prazen želodec laufat in skoraj umrejo, vam povem, da niso v ta pravi energiji. No ja, v ta pravi energiji se lahko, ampak ne spodbujajo hormone. Kaj bi bilo treba narediti? Glejte, prva zadeva. Zjutraj so športi, ki so primerni, je boljš raztezovalne vaje, ki vplivajo na dolge mišice, lahko hoja, ampak ne pretiravati. Lahko, pa če seveda priporočam, pozdrav soncu, jogo, tibetanske vaje, absolutno te vadbe so zjutraj bolj primerne, zaradi tega, ker se povežeš s sabo, s svojo dušo, si še v vsem tem meditativnem stanju in enostavno dobivaš sporočila. Jaz verjamem v to. Ali pa recimo na morju.
Na morju nekoč, zjutraj tibetanske vaje, potem pa plavati, ampak ne da umrem zraven. Druga stvar pa je popoldan ali zvečer, če pa delamo vaje, ki pač zahtevajo moč, spet ne smemo pretiravati. In tisti pokazatelj, da smo še v ta pravih vrtljajih, je, da lahko zraven še govorimo. Kakor enostavno zgubljamo dušo, adijo, mišična masa, ta pravi hormoni. In seveda na podlagi tega pridemo do tega, da smo popolnoma izžeti. Zdaj pa naslednje vprašanje je, kaj jesti pred vadbo, kaj jesti po vadbi. Glejte, če boste pred vadbo, nekateri viri zagovarjajo, da je treba pred vadbo jesti ogljikove hidrate ali pa kakšno banano, da dobiš takojšno energijo. Ja, ampak če ima previsok glikemični indeks, in recimo banane imajo glikemični indeks okrog 65, in če ta obrok ne vsebuje nobenih beljakovin, se dejansko zgodi to, da nabije naenkrat, pride narast sladkorja, potem pa pade sladkor, in ko pade sladkor, tak človek je v trenutku brez energije, lahko se začne tresti. Zato je pametno pred vadbo jesti nekaj od zelenjave in nekaj od beljakovin. Recimo veliko boljša kombinacija kot samo banane pred vadbo, ali pa nekateri zagovarjajo kekse, bel kruh in tako naprej. Veliko boljša kombinacija pred vadbo so recimo vložene olive z mandlji. In to pojeste, čez še kakšen jogurt, in potem boste videli, kako boste imeli dolgotrajno energijo. In takoj, ko pridete pa nazaj z vadbe, ko zaključite z vadbo, v prvih 15 minutah je potrebno zaužiti beljakovine. Najboljš, pač jaz sama uporabljam shake, zato ker ima noter vseh 22 aminokislin. Če boste iskali na spletu, vtipkajte srečnoživljenje.si Neolife Shake. In v glavnem boste videli sestavo. Dejansko ima vse noter, predvsem ima pa 22 aminokislin, ki so v pravilnem razmerju. No in te aminokisline so tiste, ki delujejo na to, da telo gradi potem mišice. No, preden grem na aminokisline, vam bi rada povedala glih ta del. Lejte, naš sladkor bi mogel biti v ravnovesju. In kdor pač pred vadbo poje nekaj, kar mu dvigne sladkor, in potem pade sladkor, ko pade sladkor, se počuti brez energije, lahko se začne tresti, enostavno nikamor več ne gre. Pomembno je, da je sladkor v ravnovesju, in ko imamo pa sladkor v ravnovesju, se pa odprejo maščobne celice in s tem spodbudimo porabo maščobnih zalog, to je prva zadeva. Druga stvar pa, s tem spodbudimo tudi nočno izgorevanje maščob, sploh z vadbo popoldan. Še enkrat, kdor zjutraj na polno telovadi, ta dela sebi veliko, kako se reče, kakšno uslugo že, medvedjo uslugo. No, naslednja stvar, seveda, po športu pivo. Zdaj tisti, ki naporno vadijo, vejo, poznajo to zadevo, da ja, takoj po športu rabimo nekaj ogljikovih hidratov, da ti odpre celice. Zdaj recimo, jaz sama uporabljam pač shake. Shake ima noter glih majčkeno ogljikovih hidratov, toliko, da odpre celična vrata. Zakaj so potrebni ogljikovi hidrati tudi po športu? Zato, ker ogljikovi hidrati aktivirajo hormon inzulin. Hormon inzulin je pa povezan s tem, da odpre vrata v celico. No, zdaj, da vam razložim, se pravi, nekaj ogljikovih hidratov, da je glih to, da tale del aktivira inzulin. Zdaj pa kaj se zgodi? Celična vrata, to sem vam že razlagala, tukaj je celica in vrata so iz beljakovin. Se pravi, ko pride inzulin, če imamo nekaj ogljikovih hidratov, se odprejo vrata in gre energija v mitohondrije, v nasprotnem primeru postajajo celična vrata zaprta. Se pravi, če bi samo po športu recimo pojedali en zrezek, recimo piščančji zrezek, ki nima nič ogljikovih hidratov, se inzulin ne aktivira in ne odpre celičnih vrat. Zato tisti, ki pač po športu jejo zrezke, v tem primeru pač rabijo po športu tudi eno pivo, ne pa drugo. Drugo je pa že adijo pamet.
No, v glavnem, pojmemo pa naprej, po športu potrebujemo, ali pa sploh takrat, ko se športom ukvarjate, potrebujemo aminokisline. In prav aminokisline so pa tiste, ki so potrebne za to, da naše telo začne normalno proizvajati hormone. No, o aminokislinah sem res veliko pisala tukaj noter v tej knjigi, ko imajo moški hormoni žur. Čakajte, mečkam, morala najti ta pravo aminokislino. Tu je na strani 90. V glavnem na strani 90 v knjigi, ko imajo moški hormoni žur. V glavnem, aminokisline so gradben material naših celic. Mišice so narejene iz aminokislin, lase so iz aminokislin, koža iz aminokislin, nohti iz aminokislin. Dejansko mi celi smo narejeni iz aminokislin. No in obstajata dve vrsti aminokislin, ene telo lahko sama proizvede, druga pa jih moramo vnesti s hrano, in če jih ne vnesemo s hrano, imamo pomanjkanje, in če je pomanjkanje, adijo mišična masa. Zakaj vedno pokažem na lica? Zato, ker vedno, ko ljudje začnejo hirati, se jim pozna najprej tukaj pri obrazu in jim pade tle dol. Lejte, tukaj jim nastanejo orečke, te hrčkove orečke, a veste, kako se vse povesi dol, in to je prvi pokazatelj, da imate v vaši prehrani pomanjkanje aminokislin. Ja, povesijo se tudi prsa, povesijo se notranji organi, začne voda uhajati, ampak tukaj je prvi pokazatelj, da dejansko manjka aminokislin. In kdor zagovarja to, da prav veganstvo, pa potem naporno trenira, vam povem, da svojemu telesu res ne dela usluge. Ali pa kot sem prej rekla, dela medvedjo uslugo. V glavnem, aminokisline, ki jih moramo zaužiti s hrano. Arginin. Arginin pomaga tvoriti rastni hormon, gradi mišice in preprečuje vnetja, dejansko vnetja po celem telesu, tudi vnetja prostate. In alinin dobimo v ribah, fižolu, jajcih, mlečnih izdelkih, tudi v matičnem mlečku. Potem naslednja aminokislina je histidin. Ta odpravlja žensko nezainteresiranost za spolnost. Moški, veste, kaj morate vaši ženi dati? Mora začeti jesti zvečer pršut ali pa kakšen ribi file, lahko ji tudi ajdo skuhate, ali pa, ajdo sem dvakrat napisala, ali pa kakšno stvar iz jajc, v glavnem to spodbuja histidin in v glavnem uravnava delovanje ledvic, vpliva na izločanje žolča in skrbi za imunski sistem. Potem naslednja je izoleucin in tukaj spet v jajcih, mlečnih izdelkih, ohranja energijo med treningom, spodbuja regeneracijo mišic. Potem imamo naprej, v glavnem tako naprej, triptofan, ključna aminokislina, ki jo potrebujemo za hormone zadovoljstva. In komur manjka triptofana, je kronično depresiven, brez energije, žalosten, ljudem skače v glavo in v glavnem triptofan dobimo v špinači, skuti, kefirju, proso, pršut, vsa beljakovinska hrana. No, in potem mogoče za moške bi jih mogoče zanimala tale aminokislina in to je pa arginin. Ta aminokislina deluje kot naravna viagra. No, moški, kaj bi mogli jesti? Zvečer losos, lešniki, tudi temna čokolada, italijanski trdi sir prano padano, to je v bistvu ene vrste parmezan, ovsena kaša, rozine, sončnična in sezamova semena. V glavnem, to najdete tukaj v knjigi, ko imajo moški hormoni žur na strani 91. In če zvečer ali pa po popoldanskih urah imamo neko vadbo, dejansko spodbudimo hormone, ne samo te, ki nas stopijo, ampak dejansko moški lahko spodbudi moški hormon testosteron in ženska lahko spodbudi ženski hormon estrogen. In ko mi to naredimo, dejansko drugače ne more biti, kot da smo v harmoniji, zato ker smo v prvi vrsti v harmoniji sami s seboj, s svojim telesom, in ko smo mi sami v harmoniji s seboj, smo lahko tudi v harmoniji z drugimi ljudmi. Tako da ja, ne vas še enkrat povabim na Kras. Res je krasen Kras. Res je lepo
in pomlad se prebuja, mislim, čudovit je kolesariti. Prej v Škofji Loki, v prvem domu, sem veliko kolesarila. Potem, ko sem se preselila, mi dejansko ni bilo do kolesarjenja, ker je bilo treba iti dol, pa potem gor, in sem raje šla v gozd. In zdaj tukaj je pa ta nova kolesarska proga, wow, pravljica. No, danes sem govorila z eno prijateljico, se je oglasila, ki je pa danes šla na Kraški rob. Dobro se diha tukaj na Krasu, verjemite mi, in vabljeni, pridite pogledati, boste videli, res se dobro diha. Mogoče, glejte, jaz razmišljam od prej, ko sem bila v Škofji Loki, dejansko nas je pot na Kras redko vodila. Pač, če smo šli proti Primorski, smo šli pač na morje, ne, do morja. Na Krasu smo se pa redko ustavljali in vam povem, da je lepo je. Niti enkrat me še ni bilo žal, da sem se preselila. Tako da, v glavnem uživajte, vse dobro in poskrbite za svoje mišice, pa za svoje hormone. Ja, moški za moške, ženske pa za ženske. Uživajte.